lokalni aktivator inštituta 1. maj v Murski Soboti. V Gornji Radgoni letos 3 sejmi. Sodelovanje Inštituta za romološke študije, izobraževanje in kulturo. Spoštovani gledalci in gledalke, prijetno pozdravljeni v novi izdaji dogodkov, kjer imamo spet nekaj zanimivih izbranih vsebin za vas, tako da ostanite z nami. Območna organizacija socialnih demokratov Prekmurje je v ponedeljek pripravila predavanje, na katerem so gostili Inštitut 1. maj. Sledila je razprava z znanimi obrazi iz vrst socialdemokratov. V nabito polni Murski republiki hotela Zvezda v Murski Soboti je v ponedeljek potekal lokalni aktivator. Gre za izobraževalni program, ki ga izvaja Inštitut 1. maj, sicer nosilec akademsko-razpravljalnih, izobraževalnih in raziskovalnih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru razprav o prihodnosti socialdemokratske misli. V prvi vrsti si želijo odpirati pomembne socialdemokratske teme. Jaz mislim, da socialdemokracija je pomembno vplivala na razvoj socialnih politik, tudi ekonomskih politik v naši državi. Naprimer, ključno je prispevala tako k oblikovanju ekonomsko-socialnega sveta daljnega leta 1994, uvedbi minimalne plače, sistemih socialnega zavarovanja, torej pokojninskega, zdravstvenega, vseh teh preoblikovanjih, ampak današnja družba se sooča z izzivi, ki so drugačni, kot so bili 10-20 let nazaj. Torej staranje prebivalstva, torej da živimo dlje, da se nas rodi manj, postavlja neke izzive pred naše sisteme socialnega zavarovanja in moramo se odkrito o njih soočati, se z njimi pogovoriti in na nek način poskušati oblikovati naše politike na način, da zagotavljamo spremenjeni pogoji socialno pravičnost. Torej, da bodo imele generacije, ki se bodo šele upokojile, podobno pokojnino kot tiste, ki se danes upokojujejo. Če ne bomo storili nič, temu ne bo tako. V uvodnem predavanju pod naslovom Sodobni izzivi socialne politike je doktorica Anja Kopač tako izpostavila kar nekaj perečih vprašanj, na katere bo vlada morala v doglednem času poiskati rešitve. Med drugim tudi težavo s pomanjkanjem delovne sile v javnem sektorju. Če ne bomo naredili nič, nam bo delovna sila iz javnega sektorja odhajala, mi bomo lahko imeli idealen zakon o dolgotrajni oskrbi z napisanimi številnimi pravicami, če ne bomo imeli izvajalcev za pomoč na domu, nam pravice v samem zakonu ne bodo pomenile nič. Delavci pa nam bodo odhajali, seveda v privatni sektor, v gospodarstvo, v trgovine, če želite, ker jim bojo lahko več plačali, ampak to pomeni, mi tega preprečiti ne moramo, moramo pa narediti svoj del domače naloge, preoblikovati javni sektor, digitalizirati storitve, kaj jih lahko in bolje plačati ljudi, ki izvajajo javne storitve. To je pomembno in izobraževalni sistemi in vsi ti sistemi, ki so ključni za naš nadaljnji razvoj. S problemi, ki jih je izpostavila doktorica Kopač, se soočajo tudi druge države Evropske unije. Izjemni izzivi, ki se ne tičejo samo nas, ampak se tiče celotne Evropske unije in znotraj te bomo te izzive lažje reševali. Evropa je kljub vsemu eno od močnejših gospodarstv in seveda gospodarstvo krepi tudi socialni del države in tega se moramo zavedati. Gotovo nam je lažje krepiti Slovenijo znotraj Evropske unije kot ne. Se pa moramo odzivati na spremembe, klimatske spremembe, na drugačne potrebe ljudi, na drugačne oblike zaposlovanja in zaposlitve, ampak vselej z zelo močno socialno noto in ne pozabiti, da smo si človeku človek. Predsednik območne organizacije SD Prekmurje pa pravi, da moramo okrepiti našo socialno državo. To, da smo solidarni kot Slovenke in Slovenci, je jasno. To je značilnost naše države, naših ljudi. Tisto, kar pa moramo preprečiti, so pa zlorabe v javni državi. Zlorabe pri sociali, zlorabe, če hočete, tudi v zdravstvu. Ljudje plačujejo zdravstveno zavarovanje z pričakovanjem, da če so bolni, dobijo zdravstveno oskrbo. In zadnje čase se mi zdi, da se plačuje samo to, da imamo pravico, če smo bolni, iti v čakalno vrsto. Tega ljudje dolgo časa ne bodo pripravljeni plačevati in zato je potrebno socialno državo okrepiti, od vseh pa zahtevati, da delajo transparentno pa učinkovito.
Uvodnemu predavanju je sledila okrogla miza, na kateri so sodelovali magister Dejan Židan, evropski poslanec Matjaž Nemec, Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve, Damjan Anželj, župan mestne občine Murska Sobota ter minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. Slednji je izpostavil, da so taka srečanja, ki združujejo ne samo simpatizerje socialdemokratske misli, ampak tudi druge posameznike, izredno pomembna, saj razprave o problematičnih temah dajejo tudi rešitve. Dejstvo, da se moramo o tem, kako bomo živeli v naši državi v prihodnje, pogovarjati vsi socialni partnerji skupaj. In ta dialog mora biti stalen, ne samo takrat, ko se bližajo protesti zaradi slabih plač, zaradi slabih pogojev dela, ampak ves čas. Ta pogovor, ta socialni dialog v družbi mora na vseh področjih biti stalnica in to socialni demokrati zagovarjamo in socialni demokrati smo pravzaprav začetniki socialnih dialogov tako med delodajalci in delavci tam v 90-ih letih in seveda si prizadevamo tudi za ta socialni dialog tudi v prihodnje. Pred nami so veliki izzivi, socialni demokrati kot člani vlade od teh izzivov ne bežimo, ampak svoje poglede predstavljamo, svoje rešitve predstavljamo z namenom, da bomo našim ljudem zagotovili boljšo kakovost življenja. Lokalni aktivator je zgolj ena izmed izobraževalnih aktivnosti inštituta 1. maj. Izvajajo tudi Akademijo vodenja za mlade, Akademijo za državljanski aktivizem in program za opolnomočenje in aktivacijo žensk Equalizer. Z raznimi aktivnostmi se trudijo nagovarjati tudi mlajšo populacijo. Mi na spletni strani inštituta 1. maj imamo tako, je oblikovano in tam so podcasti, želim pač res odpirati strokovne teme, tako da imamo z izjemnimi sogovorniki smo odprli, ki je za mlade zelo zanimivo, primer vprašanje platformne ekonomije, kaj se spreminja, katere so pravice platformnih delavcev, torej tisti, ki razvažajo glovo in pač te nove platforme, torej Airbnb na kakšen način vpliva na naš nepremičninski trg. Skratka, vsi te izzivi, s katerimi se danes soočamo, o katerih govorimo strokovnjaki, govorili smo o prihajajoči pokojninski reformi, je svoj podcast, o davčnem prestrukturiranju, torej kako obdavčiti manj delo, pa vseeno zagotoviti, da bomo imeli dovolj virov za to, da bomo plačali lahko naše šolstvo, naše zdravstvo, naše pokojnine. Tukaj rabimo širši družbeni dogovor, tako da ja, smo pa na Instagramu, Facebooku, seveda vseh teh družbenih omrežjih in pač platformah. Konec minulega decembra je minilo že 2 leti od začetka delovanja inštituta, ki si bo še naprej prizadeval povezovati strokovno in splošno javnost na področju socialdemokratskih vprašanj. Naš osnoven cilj je, da povežemo na eni strani politiko, ki sprejema odločitev, hkrati pa damo možnost glasu strokovnjakom, po drugi strani civilni družbi in da torej postane inštitut kot most med to strokovno javnostjo, civilno javnostjo in politiko in da pač spravimo te stvari skupaj, ker populistične rešitve v politiki, politične rešitve, ki so samo populistične, se dobro slišijo na dolgi rok, smo vsi na slabšem. Ne treba, da politika bolj sliši stroko in tukaj bi želeli biti ta most in povezati. Težimo in verjamemo v dialog tako strokovno javnostjo, civilno družbo in tudi z seveda socialnimi partnerji. Njihovo delovanje pa pozdravljajo tudi drugi predstavniki stranke SD. Jaz mislim, da je to pravi pristop. Zaradi tega, ker se ne ukvarja samo z proučevanjem teh globalnih problemov družbe, z predstavitvami preko svojih podcastov, preko svojih publikacij, ampak predvsem tudi izobražuje mlade socialdemokrate, izobražuje tudi članice in člane občinskih svetov, poslance, bodoče županje in župane. In se mi zdi, da ta izobraževalna funkcija, ki poteka tudi pod pokroviteljstvom naših partnerskih strank iz tujine, lahko utrjuje socialdemokracijo v naši družbi. Območna organizacija socialdemokratov Prekmurje je zadovoljna z udeležbo na dogodku, ki ga je v Pomurju pripravil inštitut 1. maj. Sami pa načrtujejo še 4 takšna podobna srečanja. Naslednja tema bo zelo aktualna, kaj se dogaja v Ukrajini. Mi imamo v
Prekmurju ljudi, ki se na to spoznajo, imamo Uroša, zlasti imamo generala Lipiča, imamo še marsikoga in s temi ljudmi se bomo pogovarjali, to so ljudje, ki vedo več, ki imajo več analitičnega znanja, da povedo, kaj se trenutno dogaja in kaj se bo dogodilo. Namreč vojna v Ukrajini ne vpliva samo na Evropo, vpliva tudi na Slovenijo in ljudje imamo pravico vedeti o tem več. Omenjen dogodek bo predvidoma konec marca ali v začetku aprila. Uprava Pomurskega sejma je na prvi letošnji tiskovni konferenci predstavila aktualno sejemsko ponudbo. V mesecu aprilu bosta kar 2 sejma, kot že tradicionalno pa bo konec avgusta na sporedu že 62. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Tako kot lansko leto se bodo tudi letos na sejmišču v Gornji Radgoni odvili 3 sejmi: Lov, ribolov, Megra in Agra. V letu 2024 po uspešnem in zadovoljivem letu 2023 na Pomurskem sejmu zrejo optimistično. Lahko bi rekli celo, da je bilo prvo leto po koroni, ki je pravzaprav pokazalo vse tiste obrise, kot smo jih poznali v predkoronskem času. V letu 2023 smo organizirali 3 mednarodne sejme. Največji seveda je še vedno ostal kmetijsko-živilski sejem in bo verjetno tudi v prihodnje. Se pa obenem soočajo s številnimi izzivi. Izpostavljajo neprimerno infrastrukturo, saj v bližnji okolici nimajo večjih nastanitvenih kapacitet, ni direktnega priključka na avtocesto in železniške povezave. Tudi njihova konkurenca na trgu ne spi. In seveda poskuša vse, da bi nam kakšen program odnesla v svojo sredino. Predvsem tu imam v mislih Celje, ki nam poskuša pobrati kar veliko nekih vsebin, predvsem kar se tiče sejma Lov, pa sejma Sobra in pa tudi na kmetijskem sejmu. Ampak dejstvo je, da živimo v tržnem gospodarstvu in vsi se izgovarjajo, da se vsak pač bori za svoj kos kruha in mi bomo pač morali seveda strniti vrste in biti boljši od drugih. Ravno zaradi terminske razporeditve sejmov konkurence bosta tako letos v mesecu aprilu kar 2 sejma. Prvi bo od 5. do 7. aprila 13. mednarodni sejem lovstva in ribištva. Tukaj imamo zdaj zelo pomembno udeležbo torej Lovske zveze in Ribiške zveze Slovenije, tudi pogodbe sklenjene, tako da smo v fazi, ko pač iščemo razstavljavce in seveda strokovne vsebine. Sledil bo 33. mednarodni sejem graditeljstva Megra. V Gornjo Radgono vas bo vabil od 17. do 19. aprila. Glavno pozornost namenjamo izobraževanju. Predvsem sem vesel, da smo uspeli združiti gradbena podjetja, pa predvsem člane in članice gradbene zbornice, ki bodo imele skupinski nastop na sejmu. In pa moram reči, da je tudi veliko zanimanje drugih inštitucij, ki bodo sodelovali na tem sejmu, seveda tudi izobraževalnih inštitucij, kajti gradbeništvo potrebuje kadre na vseh nivojih, tako na tehničnem, kot seveda tudi na obrtniškem nivoju. Zato je sejem gradbeništva odlična priložnost, da povabimo mlade, tudi iz osnovnih šol in pa seveda tehničnih in fakultet, da pridejo na sejem in se seznanijo z možnostmi in priložnosti za zaposlitve v gradbeništvu. Vrhunec dogajanja tudi letos predstavlja mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo že 62. Potekal bo od 24. do 29. avgusta. Tokrat bo država partnerica Bolgarija. Je Bolgarija zelo pomembna država, je tam nekje na stičišču teh različnih kultur med Črnim morjem in pa seveda Balkanom, pravzaprav povezuje nekako Orient in Balkan in je zelo zanimiva tudi, kar se tiče iz kmetijskega zornega kota, največja proizvajalka
sivke in pa vrtnice. Poseben poudarek bodo na Agri dali podnebnim spremembam in vodnim virom, ohranitvi kmetijstva, ekološkemu kmetijstvu, digitalizaciji in umetni inteligenci v kmetijstvu, prehranski varnosti in mladim v kmetijstvu. Vemo, da seveda so v ospredju problem staranja kmetijskega prebivalstva oziroma staranja sploh kmetov in pa seveda zapiranje kmetijskih gospodarstv, kajti v globalnem svetu, kjer veljajo pač cene in seveda konkurenca, je zelo težko konkurirati z slovenskimi kmetijami. Tu so seveda velike tržne niše v ekološkem kmetijstvu in tu seveda tudi kmetijsko ministrstvo vlaga veliko sredstev. Mi bomo seveda naredili vse, da bo promocija kmetijstva in agroživilstva na sejmu čim bolje predstavljena. Novost letošnje Agre bo izgradnja medenega hrama. Z Čebelarsko zvezo Slovenije in pa Ministrstvom za kmetijstvo smo podpisali pogovor oziroma pogodbo o postavitvi tega paviljona. Če se tisti, ki se spomnite, je nekaj let bil ta čebelji paviljon tudi v okviru Agre na kmetijskem ministrstvu. Ta paviljon smo zdaj končno po nekih ovinkih kljub temu pripeljali v Radgono. Načrtujejo tudi nekaj posodobitev na samem sejmišču. Načrto imamo in tudi v planu, da bi sanirali halo A, tudi energetsko in pa naredili novo streho in na njej postavili tudi fotovoltaiko, tako da bomo v nekem smislu tudi samooskrbni, kar se tiče električne energije. To je en taki projekt, seveda pa imamo v načrtu še veliko drugih sanacij, predvsem kar se tiče energije, pa čeprav jo potrebujemo v bistvu samo 10 dni v letu, je za nas izredno pomembno, da naredimo sejmišče tako, da bomo porabili čim manj energije. V okviru kmetijskega sejma bo tudi letos 9 različnih ocenjevanj, ki bodo potekala že od maja naprej. Prvi večji dogodek pod okriljem Pomurskega sejma pa bo kronanje vinske kraljice. Tokrat bomo okronali že 27. vinsko kraljico, tradicionalno v Radencih, ki prihaja tokrat iz Primorske. Ne bom povedal še imena, zato ker to ne bo skrivnost do kronanja. Okronali jo bodo jutri ob 18. V rubriki Izpostavljeno je bil naš gost predsednik Inštituta za romološke študije, izobraževanje in kulturo Jožek Horvat Muc, ki je predstavil sodelovanje inštituta z indijskim veleposlaništvom v Sloveniji. Predsednik Zveze Romov in predsednik Inštituta za romološke študije, izobraževanje in kulturo Jožek Horvat Muc. Pred dnevi je Mursko Soboto obiskala indijska veleposlanica gospa Namrata S. Kumar, kajti romska skupnost in indijsko veleposlaništvo zelo dobro sodelujeta. Namen pa je bil spoznavanje hindu jezika oziroma podobnosti hindu jezika z romskim jezikom. Ja, tako je. Zdaj, tisti, ki pravzaprav preučujemo romski jezik in se z njim ukvarjamo, je pravzaprav hindu jezik tisti jezik, ki ima največ korenov besed, kot jih imajo, torej podobne, kot je v romščini. Zato je hindu jezik zelo pomemben, kajti takrat, kadar se spoznavamo hindu jezik, spoznavamo tudi nekatere prvotne besede romske skupnosti, ki jih pa morda v evropskem prostoru več ne uporabljamo, kajti z vsemi temi preselitvami oziroma prihodi Romov iz Indije v Evropo se je pravzaprav romski jezik nekako izgubljal. Prevzeli smo tudi ogromno tujk in pa seveda
te besede prvotne enostavno ne poznamo več in zato je ta hindu jezik pomemben ne samo zaradi samega hindu jezika, ampak tudi zaradi spoznavanja romskega jezika. Jezik je temelj vsake kulture, se pravi tudi romske kulture, ki izvira iz Indije, to vemo. Je bil namen obiska gospe Namrate S. Kumar tudi morda v povezovanju ali pa še močnejšem povezovanju romske skupnosti z Indijo? Zdaj, kolikor sem se pogovarjal z veleposlanico, je pravzaprav eden izmed namenov indijske ambasade predvsem tudi promocija Indije. Zdaj je pravzaprav ta priložnost njenega obiska bil zaradi svetovnega dneva hindu jezika in seveda pred kratkim je tudi bila obletnica, 70. obletnica samostojnosti Indije in Indija kot taka v evropskem prostoru skuša čim bolj promovirati Indijo in pa indijsko kulturo, s tem seveda tudi jezik, kar pa je del te kulture in jezika seveda tudi jezik in kultura romske skupnosti. Tako da ta promocija oziroma sama kultura, ki jo pravzaprav tudi Romi zelo, vsaj po mojem mnenju, nekako izgubljamo v novejšem času, je ena izmed tistih temeljev, ki jo moramo pridobiti oziroma jo spoznavati na novo, zato da se ne izgubi in da je pač kultura ne samo del naše preteklosti, ampak tudi prihodnosti. Kako ocenjujete sodelovanje države Indije oziroma posledično indijske ambasade z romsko skupnostjo nasploh v Sloveniji? Zdaj za indijsko ambasado sodelujemo že nekaj desetletij. Pravzaprav je ta naveza bila že pred mnogimi leti postavljena pravzaprav zaradi tega, ker je ambasada hotela ali pa skušala spoznati romsko skupnost v Sloveniji. In seveda ta povezava se je razvijala skozi čas. Sedaj so te povezave močnejše, ker se tudi določene aktivnosti peljejo skupaj. V tem letu bodo tudi dva zelo pomembna dogodka. Najprej bo mednarodna konferenca mladih v Indiji, kjer so tudi povabljeni romski mladi, torej pripadniki romske skupnosti, in pa novembra, kjer bo velika konferenca romske skupnosti v Indiji. Zdaj, ta dva dogodka sta zelo pomembna, ne samo zaradi tega sodelovanja dveh, torej Romov in pa ambasade indijske v Sloveniji, ampak pomemben je tudi zaradi tega, ker v Indiji obstajajo tudi inštitut za študije romologije in pa Romov. In druga stvar, ki je zelo pomembna, je ta, da se pravzaprav pred leti, še v času Indire Gandhi, se je nekako odvijal prvi festival, mednarodni festival, svetovni festival romske kulture, kjer je bila takrat tudi Esma Redžepova proglašena za kraljico romske glasbe. In tudi ta del tradicije se bo seveda tudi v tem letu skušal nekako ponoviti, pa ne samo na tem kulturnem, ampak tudi na drugih področjih. Z Inštitutom za romološke študije v Indiji zelo dobro sodelujete, to je bilo vidno tudi na dogodku v Murski Soboti. Tam je namreč gospod Zamir Anvar, ki se ukvarja z študijami romske kulture oziroma romske preteklosti. Ja, takrat, kadar smo ustanovili Inštitut za romološke študije v Murski Soboti, smo se seveda povezali z nekako sorodnimi inštitucijami. In seveda takrat smo spoznali tudi to inštitucijo, ki ima močne, bom rekel, sedeže ali pa svoje del inštitucij v Budimpešti in pa na Dunaju. In seveda tudi dva inštituta, torej naš in pa indijski inštitut, bo skušalo povezovati
pač tudi določene raziskave, študije, s katerimi se tudi pri nas ukvarjamo. Tako da mislim, da je to zelo pomembno, kajti v preteklosti smo ugotovili, da je ogromno študij bilo narejeno, predvsem za strani romske skupnosti, kajti moram reči, da nekatere študije, ki so bile v preteklosti narejene in niso dosegli pravzaprav takšnih učinkov in rezultatov, so še vedno v sedanjem času pod, kako naj rečem, ne vprašajem, ampak se še vedno ugotavljajo pristnosti, koliko tega drži, koliko stvari je takšnih, ki so identični. In seveda tukaj bomo skušali seveda še naprej sodelovati, pravzaprav zaradi tega, da se najde nek, jaz temu rečem, skupni center, kjer se znajo ti podatki pridobiti. Zdaj recimo pri nas je nekaj dela pa v neki drugi, tretji, četrti državi, nekaj se v Indiji dela in seveda teh raziskav, teh stvari je ogromno. In zdaj nek center mora biti, ki bo razpolagal z nekimi skupnimi informacijami, zbirko različnih dokumentov, raziskav in tako naprej, da se bo to lahko, da bo dostopno vsem tem inštitucijam, ki se ukvarjajo z romologijo. Zdaj govoriva predvsem o znanstvenikih in seveda o indijski ambasadi, o znanstvenikih, ki se ukvarjajo z romološkimi študijami in preučevanjem. Kakšna pa je po vaši oceni, oziroma kakšen je po vaši oceni interes mladih Romov, da se lotijo romologije oziroma raziskovanja svojih korenin, svojega jezika? No, tukaj smo pa zelo šibki v slovenskem prostoru, kajti tudi mi smo preko vseh teh taborih, ki smo jih nekoč izvajali, bilo jih je 20, torej 20 let smo izvajali te mednarodne romske tabore, ker smo ponujali predvsem mladim spoznavanje romskega jezika, zgodovine in kulture in smo skušali preko teh taborov dobiti tudi mlade interesente, ki bi se s tem ukvarjali, nažalost nam to ni uspelo. Tako da zelo malo ljudi se ukvarja s tem v slovenskem prostoru, vendar pa moram nekaj povedati, da se pravzaprav v zadnjih 2 letih nekako pri nekaterih posameznikih pojavil nek interes, ker smo seveda ponovno uvedli ta tabor letni, nek interes, ker sem tudi sam ugotovil, da otroci kar nekaj stvari že poznajo, in bomo skušali seveda preko teh naših dogodkov še več ponujati tega znanja, še več ponujati to, kar tudi sami vemo. Problem je samo v eni stvari. Zdaj pri nas, pravzaprav, kot sem povedal, zelo malo ali pa skoraj nič se ne ukvarja s tem vprašanjem romologije. In seveda v nekaterih drugih državah je več teh romologov za strani Romov in seveda, če mi hočemo vso to zadevo prezentirati v slovenskem prostoru, potem moramo razpolagati z bom rekel, tehničnimi zmogljivostmi, z sredstvi in pa s kadri. In seveda, če hočemo te kadre pripeljati v Slovenijo, je pravzaprav nujna, bom rekel, ta finančna zmožnost inštituta, torej ta zmožnost mora biti v tem okviru, da lahko te strokovnjake pripelješ v Slovenijo. In tu imamo največji problem, ker mnenja smo, da bi lahko preko teh strokovnjakov pravzaprav največ lahko ponudili tej mladi romski populaciji, da spozna romsko zgodovino, kulturo in pa jezik. Najlepša hvala za tale pogovor. Hvala tudi vam. To je bilo za danes vse. Želimo vam lep dan še naprej in nasvidenje.